Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Dobrodošli v naši družbi. Danes je četrtek, 4. december 2025. Moje ime je Matija Stepišnik. Politična analiza aktualnih tem, razmer in razmerij 3 mesece pred volitvami s kolumnistom in političnim analitikom Markom Crnkovičem. Mobilni operaterji držijo svoje pakete. Kakšne bodo po novem cene? Trgovski centri in trgovci v središču Maribora, kako posluje Center City in kdo iz središča mesta odhaja. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Sivi mrzel zimski dan je kot nalaž za vročo politično analizo, zato je z nami naš kolumnist in urednik Fokus Pokusa Marko Crnkovič, da z njim predebatira najbolj aktualne politične zadeve, ta hip v državi, pa morda tudi širše. Marko, povej mi, kako preživljaš zimo, te zebe, ti gre na živce? Gre mi na živce, zebe me pa niti ne, ker imam dober termostat. Po eni strani sem cool, po drugi strani mi je pa toplo pri srcu. Izjemno dobro, povej mi, kaj pa politična temperatura, kako jo vidiš trenutno. Moram ti povedati, da v Mariboru smo prejšnji teden, saj si opazil, preživeli veliki vladni obisk, tako rekoč desant vladnih vozil in mož in dam iz slovenske oblastne administracije na mesto pod Pohorjem, in to je bilo svašta vsega, tiskovne konference, izjave, sklepi vlade, temeljni kamni, ni da ni, skratka. Ali so torej po 3 letih in pol odkrili Maribor? Pozabil si prižig lučk, ne? To je bil verjetno višek te okupacije vladne, ki je navalila na Maribor. Verjetno Mariborčani imajo očitno radi Gibanje Svoboda na čelu z Golobom, ne? Ker ankete jim kažejo v Mariboru precej boljše kot kot v Sloveniji nasploh, ne? Zlasti v Ljubljani. Ne? Ljubljana je verjetno primer zase. Ne? Ampak kot vemo, tako kot Ljubljana ni Slovenija, tudi Maribor ni Slovenija, ne? In obratno seveda. Tako da, ne vem, po mojem bi se danes lahko tako pametno pogovarjala, tako da potegneva črto, ne, pred tem finišem, ki se bo v zadnjih 3 mesecih dogajal, ne? Kaj se bo na teh volitvah zgodilo, ne? Ne vem, sam zase moram reči, da ne vem, ali so te volitve, ali bojo te volitve res bolj napete in negotove, ali se mi samo vedno znova to zdi, ne? Tako, vsake volitve so malo napete in neko pričakovanje itd., ne? Zdaj omenil si javnomnenjsko raziskavo, ki jo je Mediana naredila za Večer samo v mestni občini Maribor, in res je, Gibanje Svoboda in SDS ste za razliko od drugih merjenj tukaj tako rekoč, kot rečemo, v egalu, torej izenačeni pravzaprav, medtem ko druge raziskave prinašajo rezultat, ki kaže v prid Slovenske demokratske stranke Janeza Janše, ampak Golob, to sva že večkrat ugotavljala v najinih podcastih, ohranja primat na levem polu. Smo pa zdaj, Marko, v obdobju, ko delamo že neke bilance oziroma rezimeje mandata, tako seveda najprej na vladni oblastni strani, pa tudi na strani nenazadnje opozicije, ki nas skakuje na volitvah ponovno zmago. Naš notranji politični novinar Matej Grošelj je Večeru zelo podrobno pregledal koalicijsko pogodbo, ki so jo podpisali vladni trojček, ki je vladal zdaj tako rekoč 4 leta in bo redni mandat pripeljal do konca, in preveril, kako je šlo z realizacijo obljub. Zdaj za Golobovo vlado je kar nekaj časa na začetku mandata veljalo, da je več obljubljala, kot je potem realizirala, torej over promise, under delivery, ali kako se to končno reče v angleškem izrazu. Zdaj do konca mandata pa so vendarle kar nekaj front zaprli. Kako ti vidiš zdaj 3 mesece pred volitvami rezultate, ki jih ima trenutno Gibanje Svoboda skupaj z SD-jem in Levico kot koalicijo postaviti v to predvolilno izložbo? Ja. Pardon, ne vem, kaj bi rekel, ne. Mogoče je to taktika, ne, da so si prišparali te neke
dosežke v narekovajih ali brez za konec, ne, za čas pred volitvami, ko bo to lahko bolj učinkovalo kot bi sicer, ali pa je pač samo trajalo, ne, ali je bodi si zaradi nekih normalnih postopkov, ki se jim v Sloveniji ne da izogniti, bodi si zaradi njihove nesposobnosti, ki jim jo lahko tudi do neke mere očitamo, ne. Tako da ne vem, ne. Dejstvo pa je, ne, da nekaj so naredili, ne. Nekaj so naredili, to je treba priznati, ne. Na novo so definirali plačne razrede, zvišali so minimalno plačo, pokojninsko reformo so speljali, uvedli so dolgotrajno oskrbo, ne. Tu bi jaz rekel, da pač z vsemi težavami, ja, težav je več, ne. Po eni strani bi vladi oziroma ministru Maljevcu v zagovor rekel, da pač ko nekaj začneš, ne, kar premnoge vlade pred njim, kar jim pred mnogim vladam pred njimi ni uspelo, ne. No, ampak ko nekaj začneš, se mora najprej nekaj nabrati, ne. Tako da to, da od tega še nič nimamo, že mesec ali dva, je pač, ne vem, se mi ne zdi nek relevanten očitek, ne. Po drugi strani pa tudi je treba reči, da so nekateri ukrepi populistični, ne, kot recimo ta božičnica, ne, ko pač učinek bo vprašljiv, ne. Vprašanje je seveda, ali bojo ljudje hvaležni za to žepnino ali ne bojo, ne. Tako da nekaj so naredili, ne. Navsezadnje so ustanovili tudi ta, kako se že reče temu obrambnemu holdingu s čudnim imenom. Kako? Dovos, ja, nočem si tega zapomniti. No, po drugi strani pa tudi ima vlada je precej napak naredila, ne, zdaj vlada nasploh ali zlasti Golob, ne, Golob se je nakopal nekih takih brezveznih afer, ki so bile čisto nepotrebne, recimo afera Bobnar, afera Krigador. Spomnil sem samo, kako je kompliciral s tem zdravstvom oziroma z ministrom Bešičem Loredanom, kako je kompliciral z ministrom Poklukarjem, ne vem, Gibanje Svobode je izključilo poslanko Mojco Pašek Šetinc, kot tudi pač, ne vem, najbrž ni bila, da je solirala, kako že rekel, avtogol je dajala, ne, spomnimo se recimo te Vesne Vuković, tako cel kup takih hecnih zadev je bilo, ki so bile čisto nepotrebne, ne. Tako da je pa seveda res, da šimfati je lahko, ne, tako bom rekel, ne. Saj to, brez tega bi mi ostali brez službe in tematike zapisati, ne, ampak dejstvo je, da lahko je šimfati vlado in to je seveda obvezna prednost opozicije, ne. Opozicija je vedno v boljšem položaju, ker je šimfanje vlade oziroma oblasti na nek posplošen način nacionalni šport pri nas, ne. Tako da bi rekel, da se tudi zato to javno mnenje zdaj nagiba bolj na desno, da pač SDS kaže dobro, da bo vsaj relativna zmagovalka, če že ne absolutna, ne. Tako da je tako nekako, no, ne vem, zato je še vse odprto, ne. Zdaj ja, sam si že kdaj dejal, ne, da je šimfanje tako rekoč v Sloveniji nacionalni šport in v tem smislu je opozicija seveda v neki prednosti, ko gre za power play na vlado, ima to zadevno seveda boljše pozicije in lažje pozicije. Nergači imajo ponavadi prav,
ne, oziroma pobirajo naklonjenost ljudstva. Po drugi strani pa me zanima tudi to. Golob je bil prejšnji teden, medtem ko je obiskal Maribor, tudi na Večeru, dal je intervju za Večer, v katerem sva šla skozi nekatere ključne teme in med drugim ne, je postavil ponovno zelo jasen zid do njegovega glavnega izzivalca in tekmeca Janeza Janše. Rekel je, to ni politično rivalstvo, gre za popolnoma različen pogled na življenje in na vrednote, kar se mi zdi, da zelo nazorno kaže na že predvolilno taktiko, torej da bo karta antijanšizma, na katero bo stavila leva sredina ali pa saj Gibanje Svoboda, ponovno zelo močno na mizi in prisotna. Se ti zdi, da bo ta karta imela, tudi glede na Golobov nastop, še vedno takšen učinek? Ne, mislim, da ne. Antijanšizem se je izpel, to ni več kredibilna oziroma učinkovita politična strategija, iz več razlogov. Ne. Prvi je ta, da ljudje imajo spomin, volivci imajo spomin človeške ribice, kot temu rečemo. Ne. Kratek spomin imajo. Ne. In dejstvo je, da v 3 letih in pol, odkar Janševe vlade ni več na oblasti, so vse, kar jih je takrat zelo, zelo motilo, pozabili. Enostavno so pozabili. Ne. Če ni bilo nobene korone, ni bilo nobenih posebnih ukrepov, opozicija je sicer zelo agresivno ves čas šimfala, da ponovim to lepo besedo, vlado, vložila interpelacij toliko, da se jih več sami ne spomnimo. Natolcuje seveda o totalitarizmu z Šuterjevim zakonom, o cenzuri medijev, o repolitizaciji RTV in tako naprej. Ne. Skratka, opozicija ima cel kup, zlasti SDS, cel kup očitkov, med katerimi do neke mere celo držijo. Ne. Res pa je, da ni opozicija v tem času, oziroma že po defaultu svojega sedanjega položaja, da je opozicija, ne more biti ljudem toliko nevšeč, kot jim je bila prej, ko je bila na vladi, na oblasti. Ne. Bila je korona, ljudje so bili nervozni, živčni, slabe volje, bili so ukrepi, bila je policijska ura in je bilo čisto logično, da so takratno vlado malo da ne sovražili vsi, ne, ker pač je bila kriva ali pa ne. Tako da zdaj se je pa to nekako umirilo in razen nekaterih komentatorjev, ki pač se malo več stvari spomnimo, ne, si ljudi ne bi motilo, da bi se na oblast vrnil Janša. Ne. Kot sem zadnjič v eni od kolumn napisal, argumenti ne smrdijo. Ne. Če se ljudje z nečim strinjajo, seveda pod pogojem, da o neki temi resno razmislijo, kot je bil primer ta referendum o asistiranem samomoru, potem pač če se z nečim strinjajo, jim je vseeno, kdo to zagovarja. Ne? Ali to, bodisi da je to SDS, bodisi Gibanje Svoboda oziroma levi pol, argumenti ne smrdijo. Tako da tega antijanšizma, ki je nekoč učinkoval, danes ne more biti več, ni več tako zanesljiv, no, da tako rečem. Ja, ok, čeprav ne morem se povsem strinjati, ker se mi zdi, da bolj, ko se volitve približujejo, bolj se vendarle malo sproža ponovno ta refleks, kako je bilo, ko je vladal Janša, predvsem pri tistem delu volilnega telesa, torej levo-sredinskem, ki ima to razvito visoko odbojnost do šefa SDS. Ok, ampak me pa zanima istočasno tudi to, ne,
Janša oziroma Janšev tabor je dobil dva zadnja referenduma. Ne? Torej, omenil si zadnji referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, pa seveda znamenite kulturniške penzije. Ne? So še bile taki referendum. Spomnimo se na začetku mandata, ko je bila Golobova vlada in Gibanje Svoboda v bistveno boljši formi, ne so gladko dobili tudi referendume in tudi kasneje ob evropskih volitvah. Zdaj pa me zanima, ali ti referendumi po tvojem kažejo na usihajočo mobilizacijsko in politično moč levega pola, se levi pol ni dovolj potrudil, da bi spravil svoje volivce na referendum, ali kaj tretjega, ne vem, kaj se ti zdi? Ja, vsega po malem, po mojem. Ne. En razlog je, da ta vlada ni več v stanju mobilizirati ljudi toliko kot prej, ne v taki meri kot prej. Ne. To je dejstvo. Ne. Po drugi strani je odvisno seveda tudi od teme, za katero gre. Ne. Te kulturniške penzije in zakon o prostovoljni pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so bile take teme, ki so jih ljudje resno vzeli, ki so jim blizu, ne, ki so človeške teme, intimne, filozofske celo, ne, do neke mere. Tako da ne vem, kaj bi rekel. No. Po svoje je, pa tudi to je res, ne, da obstaja splošen trend, ki ni odvisen posredno je odvisen in od levice in od vlade in od opozicije, da se politični prostor in politične teme se trivializirajo, ne? In da to odpira vedno več prostora za populizem, ne? In da vedno bolj delujejo neki poenostavljeni, posplošeni argumenti, ne? Tako da prostora je vedno manj za neko resno debato, za tehtne argumente, ekonomske, socialne, sociološke itd. Ne. Tako da tudi zato se mi zdi, da se javno mnenje nagiba na desno, ker desnica rada ne vedno, to ni vedno odveč, ne, ampak desnica raje poenostavlja kot levica, ki raje in moralizira, seveda, za razliko od levice, ki rada komplicira, ne, in vse nekaj globoko pojasnjuje, kar pa ni vedno nujno res. Ne. Tako da, skratka, neka splošna, nek zeitgeist, bi rekel, no, postaja hočeš nočeš vedno bolj desen, ne? Pa če si nekateri še tako prizadevajo nasprotno. Ne? Pa tudi to je res, ne, da ljudje, ne, so večinoma le neopredeljeni, ne? In da ti neopredeljeni oziroma ti sredinski volivci so po mojem jim je bolj vseeno, koga volijo. Ne? Čeprav je slovensko volilno telo nasplošno in zgodovinsko bolj naklonjeno, bolj nagnjeno proti levemu polu, so vseeno neki padalci, ki se znajo, po mojem, obrniti na drugo stran. Ne? Ja, teza o desnem zeitgeistu oziroma desno ukvirjenem, desno sučnem zeitgeistu je seveda zelo relevantna in po moje tudi točna, ampak ajde, ker mi je zdaj padlo na pamet, kako pa v tem desnem, globalnem desnem zeitgeistu ali pa zeitgeistu nekega desnega populizma, desnega ukvirjanja, desnega usmerjanja politike, nisva o tem govorila, vendar le vidiš, da se je v središču sveta, kar New York je, zgodila neka levičarska revolucija, tako rekoč, torej novi župan, ki pa je ravno v kontratoku z tem zeitgeistom. Ja, ne vem, to bomo videli, to bo zanimivo opazovati, kaj se bo zgodilo v New Yorku po Mamdanijevi zaslugi, ne, je pa seveda res, ne, da po dolgem času se pojavil ta kontraekstrem, ne, Trump in vzpon desnice v mnogih evropskih državah in še kje je priča o nagibanju na desne ekstreme. Mamdani je pa zdaj prvi primer, ki
politični primer, da se to nagiba na levo. Ne. Čeprav je po drugi strani res, da nagibanja v levo je vseeno veliko, ne, ampak predvsem ga je če lahko temu tako rečem, v civilni družbi, ta vokizem, prebujenstvo in take zadeve, politična korektnost, to so vse v bistvu neki ekstremi, ki pa niso oblastniški, bom tako rekel. Ne. Se marsikje to dogaja, ne pa na oblasti. Ne. Ja, zanimiva teza o tem, mogoče tudi v kakšnem od naslednjih podkastov še malo bolj podrobno in poglobljeno. Pa da se iz tega ekskurza v New York vrnejo vseeno za konec v Slovenijo. Še ena stvar me zanima, zdaj v eter javne pozornosti je danes ušla tudi informacija o tem, da bi se lahko Socialni demokrati pogovarjali o neke vrste za zdaj še neznani obliki sodelovanja z prerodom, kakorkoli se že to reče, torej stranko Vladimirja Prebiliča. Zdaj, ne, iz različnih zornih kotov lahko primemo to informacijo, lahko je spin, ne, delamo zgodbo o tem, bomo prišli resnici do dna, seveda, kot temu rečemo. Predvsem pa me zanima, ali vidiš, ne, pred volitvami na levi sredini potrebo po tovrstnem povezovanju, recimo SD-ja in Vladimirja Prebiliča. Zdaj, SD ima svoje probleme že skozi ves mandat in praktično več let, ker se vedno na levi sredini pojavi nek player, ki jim potem odžre pomemben del podpore. Prebilič na drugi strani ni uspel za nekim ekspresnim prebojem, recimo prek 5–10% podpore v javnem mnenju, pa lahko debatiramo o javnomnenjskih raziskavah. Predvsem pa se vendarle na levici zdi, da bo Goloba težko ogroziti in da je zdaj že bolj računica in kalkulacija, kako lahko sploh tudi ozirajoč se na ta dva zadnja referenduma, celoten levi tabor v bistvu predstavi nek paket, koalicijski paket, da se lahko sploh zoperstavi Janši. Kaj praviš? Ne vem, kaj bi rekel. Dejstvo je, da levi pol stranke z levega pola se bodo v vsakem primeru morale povezovati. Možno, da se bodo povezovali na ta način, kot jih je povezoval nekoč Šarec, ne, ki je pol vskočil kot odrešitelj pred janšizmom. Ne. No, ampak skratka, ampak liberalne stranke so se v bistvu povezale, ne? Torej Golobova Svoboda je po volitvah vsrkala stranko Alenke Bratušek in ravno Šarčevo stranko, tako da neka konsolidacija na polu se je že zgodila po volitvah in zdaj pred volitvami je de facto jasno tudi, da bo obveljala poroka Levice in Vesne, pojavil se je sicer še Kordiš, kar pomeni, da neko povezovanje že poteka. Zdaj je tukaj torej vprašanje, ali SD in Prebilič tudi potrebujete v bistvu drug drugega. Ne vem, če potrebujete drug drugega. Zdi se mi, da tega povezovanja jaz čisto dobro ne razumem. Ne? Če bo. Ja, možno, da bo, ampak hočem reči, stranka, ki se povezuje z drugo stranko ali še 2–3 strankami, v bistvu pristaja na to, da zgublja glasove. Ne? Vprašanje, da sedeže v parlamentu. Ne? Vprašanje, če se to res sešteva čisto aritmetično, ne? Da če bi SD dobil 5–6 glasov oziroma odstotkov, a pa sedeže, da bo lažje računati, da se to aritmetično lepo sešteje z sedeži, ki bi jih dobil Prebilič. Ne? By the way, mislim, prerod, to, mislim, kako je možno, da človek ne ve, kako se stranka naglašuje. Jaz mogoče ne vem, ne. Nisi edini. Skratka, tako da ne vem, zdaj naklepanja je veliko,
vprašanje učinkovitosti tega povezovanja je vprašljivo, po mojem, tudi na desnici, ne, povezujejo se tudi NSI, pa SLS, pa Focus, ne. Ampak po mojem je to vse drobiž, ne, v tem konkretnem primeru, ne. Tako da, ja, tako Prebilič kot Socialni demokrati pa seveda imajo realne možnosti, da pridejo v parlament, bomo pa videli, no, ne vem, bomo videli, kaj bo, no. Res je, ampak verjetno je vsa ta aritmetika in povezovanje posledica tega, da sta v Sloveniji res na varni strani radarja ta hip Janša in Golob, ne, ki imata seveda neke predvolilne pozicije dovolj trdne, da se ve, da ne boste imela v nobenem primeru težav s političnim preživetjem. Pri ostalih, nekaterih seveda tudi kaže, da bodo seveda prišli v parlament. Ampak zdaj številni analitiki v zadnjem času špekulirajo tudi, ali bi lahko po dolgem času ponovno dobili tako rekoč viseči parlament, da bi bilo razmerje med poloma skoraj da izenačeno, neko pad pozicijo, ko bo odločal vsak poslanski glas na koncu, ampak dobro, do tega še imava čas priti. Za danes, Marko, sva mislim, da obdelala glavne teme, še kaj daje, kar bi mogoče dodal? Sam to bi še dodal, ja, mogoče bo parlament res viseč, ne, hung parliament, kot pravijo temu Britanci, ne. Mi pa ni všeč, ne, ker tudi to lahko z gotovostjo trdimo, da bo v parlamentu spet več strank, kot jih je bilo v tem mandatu, in to po mojem ni dobro, ne. Navsezadnje je po mojem ta vlada zdržala do konca mandata tudi zato, ker je bilo nekako lažje kontrolirati ta parlament, ne, s temi 5 strankami, ki so v njem bile, ne. Ok, bodi si dovolj za danes. Hvala. Je pa to, da se pojavljava tudi pod blagovno znamko Večerje zjutraj, to, da drživa obljubo, da se bova do volitev bolj redno oglašala v obeh formatih, torej podcast Večerje zjutraj in Večer za vikend. Hvala in gremo mi dalje z našimi temami. Naslednjič tudi sliko. Mobilni operaterji z januarjem za 4 do 8% dražijo mobilne in fiksne pakete. Cene teh bodo zvišali od 1 do 3 evrov. Nekateri sicer ob tem povečujejo količine in vsebine. Podražitve utemeljujejo z rastjo stroškov in inflacijo, uporabniki pa imajo 60 dni časa za morebitni odstop od naročniških pogodb in to brez obveznosti. Še več pa preverite v našem članku, v tisku in na spletu. Danes lahko v Večeru preberete in si na spletni strani tudi ogledate video o drugem delu serije o mariborskih trgovskih centrih. Novinarka Jasmina Cehnar je podrobno ogled vzela trgovski center City, ki je prva leta dobro živel in marsikdo se še danes spomni množičnega obiska južnoameriške igralke Leticije Calderon, glavne junakinje telenovele Esmeralda. V zadnjih letih pa je trgovski center City vse bolj podoben hiši duhov. Bo pa središče Maribora kmalu doživelo še en trgovski udarec. Z Vetrinske ulice se namreč umika H&M, ki je prvo trgovino v državi odprl prav na tem mestu. To je bil Večerje zjutraj, 4. decembra 2025. Z vami sem bil Matija Stepišnik. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Za Večer pa tako veste, da za njim razumete bolje. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in se slišimo.